Živa in Ana, nekoč vrtičkarice, danes pa devetošolke naše šole, je slavnostno naznanila začetek današnje uradne otvoritve novega vrtca Ringaraja pri osnovni šoli Rtiček. Težko bi našli dogodek, ki bi se po svoji veličastnosti lahko kosal s tem, kajti biti del te zgodbe in stopiti skozi vrata povsem nove stavbe, ki smo si jo v Rtiček želeli že vrsto let in jo hkrati zaradi prostorske stiske tudi zares potrebovali, ni kar tako. Koliko ur, ki se štete tvorijo dneve oziroma mesece, koliko neprestanih noči, telefonskih pogovorov, preudarnih odločitev je bilo potrebnih, da smo od prvih besed prišli do novih vrat, najbolje ve ravnateljica naše šole, gospa Vesna Bogovič, ki jo vabim k pozdravnem nagovoru. Spoštovani in spoštovani, veliki in majhni, vesela sem, da ste danes z nami. Prav vsem, ki ste si danes utrgali nekaj trenutkov za to, da skupaj z nami otvoritev novega vrtca Ringaraja izrekam prisrčno dobrodošlico. Poseben pozdrav pa namenjam gospodu Ivanu Molanu, županu občine Brežice, slavnostni govornici, gospe dr. Jerneji Jager, vodji Centra za kakovost korak za korakom na Pedagoškem inštitutu, gospe Patriciji Čular, direktorici občinske uprave, gospodu Martinu Gosenci, predsedniku uprave CGP Novo mesto, izvajalcu gradnje vrtca, že od 7. marca, ko smo prvič odprli nova vrata vrtca Ringaraja za naše otroke, nas prežema neizmerno veselje in ponos. Kajti uspelo nam je. Pred 2 mesecema nam je župan Ivan Molan predal uporabno dovoljenje. Danes pa je za nas še en velik in poseben dan. Vse to želimo podeliti tudi z vami, kajti zavedamo se, da želja po novih, sodobnih, primernih prostorih v vrtcu ni bila samo naša, ampak tudi vaša. Pred 43 leti, ko se je dogradila šola, je vrtec dobil 2 prostora v pritličju na južni strani šole. Sčasoma pa je potreba po vključitvi otrok v vrtec Vrtičak rasla, zato so se novi oddelki namestili v učilnicah šole. Zaradi prostorske stiske v šoli smo morali en oddelek namestiti na drugo lokacijo Vrtiča, katero smo najemali zadnji. V vseh letih do zdaj smo v naš vrtec sprejeli vse otroke, za kar se lahko zahvalimo posluhu odgovornih na občini. Odrasli oblikujemo okolje, kjer se otroci učijo in razvijajo svoje potenciale. Vloge staršev ne moremo nadomestiti. Je pa vrtec prvi, ki pomaga pri skrbi, da ponudi otrokom različne izzive, primerne dejavnosti in to na primernem mestu. V juniju 2020 se je začela gradnja novega vrtca Vrtiča. Takrat smo ugotovili, da gre končno zares. O pripravi projektne dokumentacije smo dobro premislili, kaj želimo pridobiti, zato smo s projektantko premišljeno pripravili projekt, njegovo izvedbo pa skozi gradnjo vse skozi skrbno nadzorovali. S tem smo zagotovili primerno svetlobo tudi šolskem prostorom, kateri sanacijo pa željno pričakujejo že v naslednjem letu. Gradili smo 5-oddelčni vrtec, previdno pa smo pomislili tudi na povečan obisk, ki se je zgodil ravno ob
Tako imamo zapolnjene vse prostore v novem vrtcu. Trenutno naš vrtec obiskuje 100 otrok v 6 oddelkih. Z novo gradnjo pa nismo pridobili le novih, modernih, svetlih in prijetnih igralnic, ampak tudi prostorne garderobe, zunanje terase v vseh oddelkih, skupni prostor za različne dejavnosti, dovolj sanitarij in shranjevalne prostore. Tako kot pravijo, eni so zgradili, naše vzgojiteljice in otroci pa so mu že vdahnili dušo in srčnost. Ob vrtcu se uredil tudi del otroškega igrišča z novimi igrali, ki pa se bo v prihodnosti še malo razširil. Hvala župniji Artiče, župniku Romanu Travarju in župnijskemu svetu za posluh in voljo, da se je občina Brežice dogovorila za odkup zemljišča na južni strani naše ograje. Hvala. Naš vrtec je čudovit. Stoji v čudovitem kraju, na čudoviti reki in v njem bivajo čudoviti ljudje. Zagotovo so najpomembnejši med njimi majhni junaki, ki pa jih skozi vsakodnevno rutino vodijo skrbne in srčne vzgojiteljice s svojimi pomočnicami in pomočnikom. Vendar pa uigranost njima ni samoumevna. Nad njimi neopazno biti vodja vrtca, pomočnica ravnateljice vrtca, gospa Nataša Petrovinc, ki je s svojim čutom za estetiko in odličnim poznavanjem potreb vseh sodelujočih v učnem procesu izjemno pripomogla k temu, da ima vrtec danes takšno podobo, kot jo ima. Prisrčen pozdrav prav vsakemu izmed vas. Do vrtca ni daleč, ni uro hoda. Do njega pa krasna stezica pelja. In otroci so veseli in srečni zelo, saj v našem vrtcu zares lepo. Ja, pa smo ga dočekali. Na hribčku je zrasel nov vrtec, ki krasi podobo Artič, saj svojo površenostjo zares izžareva posebno energijo. Tako našim najmlajšim smo dali veliko več. In vsi zaposleni se tega še kako zavedamo. Zdaj smo zares nad vse hvaležni in ponosni, veseli pa smo tudi, da ste vi danes del tega pomembnega trenutka. Danes je zares praznik, za vse nas dan za veselje. Z našo novo zgradbo smo zagotovili višjo kakovost bivanja vseh otrok, saj je nov vrtec izjemno prijazen, funkcionalno zasnovan, svetel s sončnimi prostornimi igralnicami, je razgiban, sodobno opremljen, na kar se zahvaljujem gospe Martinico Puder iz opreme Atlas, dovršen in seveda s pomočjo navdiha zaposlenih. A na koncu smo ob selitvi vanj vdihnili življenje ravno otroci, ki se radi prav vsak dan vračajo nazaj. Iz vrtca odmeva radoživ otroški smeh in veselje, ki napolni prav vsak kotiček igralnice in to ustvarja poseben čar. Moramo priznati, da je bivanje v njem res prijetno in čudovito. Če malo pogledam skozi otroške oči, kako se počutijo naši mački v našem vrtcu, vam moram povedati, da ko so se v trenutku res navadili na vse spremembe, pri nas najbolj prebivajo radovedni, razigrani, zvedavi, iskreni otroci. Predvsem pa so jih v novem vrtcu prijetno presenetile ravno nekatere novosti, ki nam omogočajo zares kvalitetnejše pogoje dela. Naj vam nekaj od teh pridobitev tudi na kratko opišem. Pravijo, da je potrebno za sproščeno bralno vzdušje urediti poseben prostor. In mi ga imamo. Pri vhodu vrtca ima tako posebno mesto na steni unikatno leseno drevo, pri katerem se večkrat zberemo, da prisluhnemo zgodbicam. Že zjutraj, no vse zgodaj, se v osrednjem prostoru otroci privoščijo potovanje po toboganu in tek po klančini. Dolg svetohodnik nam omogoča še intenzivnejše gibalne minutke, da pokorimo vso odvečno energijo, ki otroci imajo vsak dan.
Če pa kupamo igralnice, so vrtičkarji izredno veseli lesenih galerij s stopnicami, ki vodijo v najbolj obiskan pokliček dneva, to je dom družina. Tam otrokom nikoli ne zmanjka domišljije, igre, vlog in ustvarjalnosti. Najlepša hvala, da ste danes ravno vi del naše nove zgodbe. Zame in za vse nas je tale zgodba še kako neprecenljiva. Smo za slavnostni nagovor ob uradni otvoritvi zaprosili tudi prav posebno osebo, ki se trudi, da metodologija korak za korakom ne bi živela samo na papirju, temveč na vse uspešno tudi v praksi. To je dr. Jerneja Jaker, vodja Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju, ki predajem svoje mesto na odru. Ja, in lep dober dan v mojem imenu in pa seveda v imenu vseh mojih kolegic. Nedvomno bi si vsaka zaželela biti tukaj danes z nami, predvsem, ker tole je res en prav poseben dogodek, ne samo za vrtec, ne samo za šolo, ampak pravzaprav za celoten kraj. Tako da res najlepša hvala gospe ravnateljici za povabilo. Izjemno lahko rečem, da smo izjemno ponosni, da imamo v naši mreži tak vrtec, s katerim sodelujemo že dolgo časa. Hvala tudi za prelep uvod oziroma za prelepo napoved mene kot govornice. Jaz sem sicer pripravila nekaj zelo kratkega, ker sem bila tako tudi nagovorjena, ker v ozadju že slišim nestrpne glasove, drobne korake in mislim, da mi vsi nestrpno tudi pričakujemo, da si bomo pogledali, kaj so nam tudi otroci pripravili ob tem pomembnem prazniku. Tako da dovolite, da na kratko spregovorim par besed. Tako da spoštovana gospa ravnateljica, spoštovana gospa vodja vrtca, spoštovani gospod župan, dragi otroci, dragi starši in pa vsi povabljeni, res lepo pozdravljeni v mojem imenu in pa v imenu Pedagoškega inštituta, Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju, korak za korakom. Ko sem poslušala gospod ravnateljico, gospod vodjo vrtca, sem si rekla, ko bi se kar na njiju dve navezala, pa bi bilo najboljše, ne? Ampak kljub vsem bom poskušala zdaj tisto, kar sem že slišala, nekako združiti s tem, kar sem jaz pripravila, ker jaz sem tak človek bolj spontane sorte in rada se spuščam v te vode, pa malo improviziram včasih, če je možnost in priložnost. Tako da, ja, slišali smo, da skoraj 2 leti že od tega, kar se je pričela gradnja, da ste zdaj res dobili nove sodobne prostore, katere ste težko čakali, tako strokovni delavci kot otroci. In v teh prostorih imajo predvsem otroci, kot smo lahko slišali, ne pa komaj čakam, da to tudi vidimo, veliko priložnosti za razvoj, za miselne izzive
modlitve za napredek na vseh področjih svojega razvoja, ki je vemo, v tem obdobju do 6. 8. leta najbolj intenziven in tudi najbolj pomemben. No, omenila sem že, da vrtec že vrsto let članih naše mreže za spreminjanje kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse. Kaj to pomeni? To pomeni, da se vrtec, vodstvo vrtca zelo dobro zaveda, kako je pomembno vlagati v kakovostne strokovne delavce. Kajti raziskave pravijo, da so kakovostni strokovni delavci skupaj s pedagoško institucionalno kulturo tisti, ki prispevajo k omogočanju najboljših pogojev za otroko najboljši razvoj. Tako da res izjemno nas veseli, da je vrtec že toliko let usmerjen, da je ena izmed prioritetnih nalog tudi skrb za kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev. No in v teh prostorih, kot smo slišali, ste strokovni delavci dobili tudi ven lastne prostor, ki je namenjen, oziroma bo namenjen, tudi sprostitvi in klepetu, kar absolutno podpiramo, ker če nimamo zadovoljenih tistih primarnih potreb, potem tudi kaj drugega težko postorimo. Ampak verjamem pa in prepričana sem, da v tem prostoru, da imate tudi odlične pogoje za skrbno reflektiranje vaše prakse, za natančno načrtovanje novih dejavnosti in na tej osnovi za omogočanje podpore otrokom, da se lahko razvijajo v tisto, kar oni lahko najboljše postanejo. Kot smo slišali, torej že od marca ste v teh novih prostorih in ste jih že začutili, slišali smo tudi, da ste jih skupaj z otroki že zadali dušo, ker to so otroci, ki to naredijo in z upradanjem strokovnih delavcev, zagotovo. Zagotovo ste se srečali tudi z nemalo izzivi, z nemalo težavami, kajti vsakič, ko se nazgodi kakšna sprememba, kar se leto v nov vrtec zagotovo je, se soočamo s nekimi zastori. V bistvu mislimo si, kaj pa se da je treba, da bi ga treba, ostali vrsti bo boljše, to mi vse teče, vse točno smo vedeli, kje, kaj, na koga se vrniti. Ampak ne smemo pozabiti. Takrat ste bili v obdobju obdobja. In takrat smo v obdobju obdobja, smo na nek način ves čas tako nekako, stagniramo. Mi pa si želimo iti stopničko, korak za korakom vedno više. Zato, če se zdaj z eno nogo izmed zdaj svojega obdobja, in se če mogoče še pišete, je to super priložnost za vrtec, za mnoge delavke, absolutno pa se super priložnost za otroke. Kajti to so miselni izzivi, ki našim organom zaposlujejo, ki omogočajo, da se živčne celice med sabo povezujejo in tako ustvarjajo čim bolj gosto mrežo, ki jo potem znajo eno bolj uporabiti. Tako da eno ne bojimo se neznanih situacij, ampak se jih izgledimo. Tako kot sem že rekla uvodoma, današnji dan je res pomemben praznik. Pomemben praznik za vrtec, za šolo, za kraj, zagotovo tudi za našo mrežo. In se že veselim, da gremo potem čim prej pogledati v vrtec. Ker zdaj vidim že za drugi vrtec, ki ima tobogan v stavbi. Tako da na enem sem se že peljala, zdaj pa bomo videli, če mi boste dovolili, da se še na tem. Hvala lepa!
sredstva pogosto tista, ki ovirajo sočasno skrb za vse enako. In zato smo morali v vrtičah strpno počakati, da smo prišli na vrsto, a smo sedaj toliko bolj veseli in zadovoljni. Zagotovo pa takšnega rezultata ne bi bilo, če nam ne bi stal ob strani župan občine gospod Ivan Malan, ki ga vabim v besedo. Spoštovani Artičani, Artičanke, spoštovani gostje, ne bom vsega posebej našteval, kajti bilo je že več ali manj povedano, kdo vse danes je tu in verjamem, tako kot je bilo rečeno, da smo vsi izjemno ponosni in navdušeni, da smo se lahko po 2 letih ponovno srečali tu v živo. Mislim, da smo lahko ponosni predvsem zaradi tega, da se res po 2 letih nepredvidljivih lahko tu dobimo, se ponovno nasmejimo, si stisnemo roke in si povemo kaj lepega, kajti to je sigurno ena od tistih vrlin, ki jih ljudje najbolj potrebujemo. Zdaj, če najprej odgovorim na te besede, ali si kdaj skrivnostno ogledal vaš vrtec, kar velikokrat, predvsem tudi med gradnjo, pa tudi že prej, ko smo načrtovali, da pridemo v vrtiča praktično novega sodobnega vrtca. Dejansko zato je potrebno, preden pridemo do izgradnje, izjemno veliko razne dokumentacije, raznih uskladitev, raznih komisij in še marsikaj drugega. Seveda najbolj pomembno na koncu pa je, da pridemo do izbora, da začnemo izvajati, da dobimo dobre izvajalce, da dobimo dobre nadzornike, da dobimo dobre projektante. Zelo pomembno predvsem tem pa je bilo tudi to, da imamo v šoli dobre sogovornike, s kateri z nami usklajujemo, kajti danes moji predhodniki so že marsikaj povedali, da v takih gradnjah ni vedno vse samo lepo. Lepo je zdaj, ko je gotovo, med gradnjami veliko raznih izzivov, raznih težav in te je pomembno, da ljudje med seboj sodelujemo, da se pogovarjamo, da iščemo rešitve in potem smo lahko na koncu seveda tudi zadovoljni. Sam osebno lahko rečem, da dejansko občina Brežice res skrbi za izjemno široko mrežo tako javnih zavodov, kot šol, kot vrtcev in se zavedamo, da je izobraževanje eno od ključnih nalog naše občine. Pa konec koncem prav, da povemo, da občina tudi največ sredstev namenja prav za področje vzgoje in izobraževanja. Marsikateri se to premalo poudarja in da definitivno je tudi v finančnem vidiku to eden od naših največjih izzivov. Prav je mogoče, da samo povem, da občini Brežice samo vrtcev zaposluje približno 900 otrok in seveda, da ti vrtci zaposlujejo okoli 180 zaposlenih in da je tako visoka kakovost izobraževanja, kot je povedala že moja predhodnica, izjemnega pomena je potrebno zagotoviti sredstva. In seveda, kolikor občina ne bi namenjala sredstev za to plačilo staršev, se tega sigurno starši ne bi mogli privoščiti in verjamem, da marsikateri otrok nikoli ne bi dobil vrtca ne pri nas, ne v Sloveniji. Zato seveda občina vsako leto nameni približno 3,5 milijona evrov dodatnih sredstev za doplačilo staršem, da lahko izvajamo tako kvalitetno vzgojo in izobraževanje in da zagotovimo tem našim najmlajšim tudi najvišje standarde bivanja in pa vzgoje. Seveda druga naša ključna naloga pri tem pa je, da občina zagotavlja kvalitetne pogoje za delo. Mi smo v teh 2 letih, ko se marsikateri nismo srečevali, ko smo imeli občutek, da je bilo vse zaprto, da se ni nič dogajalo, zelo intenzivno delali predvsem na tem, da smo izboljšali pogoje za izobraževanje. Najprej smo v teh 2 letih obnovili 15 javnih stavb, med njimi je tudi praktično ta telovadnica, praktično smo zgradili tudi nov sodobni sistem ogrevanja, ki je ekološko bistveno bolj primeren in pa danes tudi bolj ekonomičen. Tako smo v tem času zamenjali kotlovnice. Vseh te 15 stavb v občini Brežice, večinoma šoli in vrtcev smo praktično
prenovili na sodoben način geoson in pa seveda toplotnih črpalk. In tudi ta investicija, ki je sočasno se izvajala z vrtcem, je bila ocenjena nekje oziroma nas je stala okoli 750 000 evrov, tako da danes lahko se res kvalitetno ogrevate, imate lepo urejeno telovadnico, zraven tega pa je ta sistem že tako narejen, da bo tudi bil že primeren za nadgradnjo nove šole, katero predvidevamo, da začnemo v drugem letu in bo sigurno ena izjemno zahtevna investicija za naslednje obdobje. Prav, da povemo, da za to so že zagotovljena nekako sredstva v proračunu in drugo jesen se bo to tudi začelo. Zraven tega seveda treba povedati, da si želimo, da je ta vrtec oziroma je bil ta vrtec rejen z najbolj sodobnih materialov, energetsko učinkovit. Vrednost vrtca, samo gradbenih del je bil 2,6 za opremo. Zraven tega smo uspeli pridobiti čez 330 000 evrov od tega sklada, zato da je to energetsko nizko učinkovit. Seveda treba povedati, da so bili še tu drugi stroški od projektantov, nadzornikov, nakupa zemljišč, prav pa da danes tudi povem, da smo v tem času tudi v dodatni nabavi pogodbe za nakup zemljišča v višini 400 kvadratnih metrov od župnije, kar pomeni, da bomo v vrtcu zagotovili še boljše pogoje, predvsem pa bistveno lažje delo v zunanjih krajev, kajti tu bo še dodatna igrala in dodatne površine, kajti vemo, da je pomembno pri vrtcu tudi to, da imajo otroci dobro in pa lep prostor v enem, ko je lepo vreme. Tako da ob tej priložnosti še enkrat poudarjam, da je to pomembno, seveda verjamem za tiče za vaš kraj, sem pa prepričan, da je to pomembno dejanje tudi za občino Brežice, kajti občina si želi zagotavljati najboljše kakovosti, kar se tiče vzgoje in izobraževanja tako za otroke, kot tudi zaposlene. In to je tudi naša osnovna naloga. Seveda pa tudi stremimo k temu, da imamo v šolah in pa vrtcih kvalitetno osebje, ne glede na to, kje, iz katerega kraja prihaja, imajo kvalitetne zaposlene, seveda za to poskrbijo sveti zavode in pa seveda vodstvo šol in pa vsi ostali, tako da verjamem, da vsak otrok, ne glede na to, ali je iz večjega, iz manjšega kraja, iz podeželja, iz mesta, v občini Brežice in enake pogoje. Prav tako pa tudi prav, da povemo, da imamo tudi enormno ceno, kar pomeni, da vsi otroki v naši občini, ne glede z vrtec gre, praktično imajo enako ceno oziroma starši plačujejo enako. Jaz mislim, da so to kar velike in pomembne stvari v naši občini, ki že kar precej let nekako transparentno in pa pravno pelamo in zaradi tega se tudi vedno lahko pohvalimo, da iz naše občine prihaja izjemno veliko mladih ljudi, ki imajo dobre pogoje, ki se pokazujejo tudi širše in zaradi tega tudi velikokrat smo zelo ponosni, ko vidimo ali nekje na televiziji ali v kakšnem drugem stvari, da so Brežičani na pomembnih položajih in pa da upravljajo pomembno delo, kajti verjamem, da je to tudi dobro osnovno na začetku. Na koncu naj izrečem tudi posebno zahvalo. Najprej seveda moram reči zahvalo, tako kot je že bilo povedano občinskemu svetu, ki potrdi proračune, lahko sploh izvajamo. Zahvaliti se moram šoli, kajti brez dobrega sodelovanja z šolo, z strokovno skupino, s krajevno skupnostjo bi bilo težko izvesti. Zahvalo moram izreči projektantom, zahvalo moram izreči CGP-ju kot enemu izjemno dobremu izvajalcu, ki je zelo kvalitetno in pa seveda tudi z raznimi rešitvami dobro razdelal ta vrtec in pa seveda tudi nadzor. Posebno zahvalo moram pa izreči tudi župniji in pa gospodu župniku, kajti če ne bi z njihove strani uspeli pridobiti zemljišča, ki praktično posegajo že skoraj do njihove stavbe, sigurno ne bi bilo možnosti, da bi sploh prišlo do dogradnje in poširitve tega vrtca. Na koncu naj povem, da sem izjemno ponosen in vesel. Verjamem, da smo ponosni na to vsi v občini Brežice. Prav pa, da povem, kot je povedala moja predhodnica, slavnostna govornica, naj bo to tudi nov izziv z
tako za zaposlene, nov izziv za otroke in naj bo to te dobre pogoji vrtca tudi nova priložnost za še boljše pogoje za izobraževanje in pa vzgojo v naši občini, v vaši kraji. Želim vam vse dobro in bodite ponosni na vrtec, ki ga imate. Hvala lepa.